Lepo pozdravljeni. Neprofitna mreža Matija, ki deluje na brezplačni telefonski številki 080 10 10, ponuja raznorazne informacije ter seveda tudi dostop do različnih storitev, ki jih potrebujejo predvsem starejši. No in svojo angažirano prostovoljno delo v tem trenutku oziroma v teh dneh predavajo in predstavljajo tudi koroški populaciji. Pa poglejmo, kaj v mreži pravi njen direktor. No, mreža Matija je nastala kot odgovor na številne probleme, s katerimi se srečujemo pri delu s starejšimi, predvsem, ker ne vedo, kaj vse jim je na voljo, kje poiskati informacije, katere storitve so dobre, katere slabe in kako v različnih življenjskih stiskah najti nekoga, ki bi jim pomagal. Ugotovili smo, da je glavni problem to, da ni ene točke, na kateri bi dobil enostavno odgovor na vsa vprašanja in da bi ta točka delovala neračunalniško, se pravi, da to ni internet, ampak da je to neka enostavna telefonska številka. Tako smo prišli na idejo, da vzpostavimo centralno telefonsko številko 080 10 10, za njo pa stoji klicni center in celotna struktura ljudi, ki samo zbirajo, iščejo in strukturirajo informacije in ponudbo, po katerih starejši povprašujejo, da jim lahko čim bolj učinkovito svetujejo. Morda konkretno, koliko časa mreža Matija že deluje oziroma obstaja? No, mreža Matija je popolnoma nov projekt, tudi zelo inovativen, ker nekaj podobnega tudi nikjer v Evropi še nismo srečali. Deluje od začetka letošnjega leta, odkar je številka javno dostopna in od samega začetka deluje na celotnem področju Slovenije. To pomeni, da je odprta za kogarkoli, ki želi poklicati. Zato je tudi pomembno vedeti, da je telefonska številka brezplačna, da mreža za starejše, ki kličejo, ne pričakuje nobenih članarin ali kakršnih podobnih plačil. Edini vir financiranja te mreže pa so prispevki od tistih podjetij, organizacij in drugih ponudnikov storitev, ki starejšim ponujajo nekaj, kar je plačljivo. Tisti, ki pa starejšim ponujajo pomoč ali druge oblike, recimo raznih aktivnosti, ki pa so brezplačne, tudi ti pa se lahko v mrežo popolnoma brezplačno včlanijo. Morda konkretno, kakšna so vprašanja, s katerimi se vsakodnevno srečujete? Ja, najbolj pogosta vprašanja v klicni center so vprašanja, kdo mi lahko pomaga nekaj postoriti v domu, kje so najkrajše vrste za zdravnika, kakšne so čakalne vrste v domovih, kakšni so postopki uveljavljanja pravic, kaj moram urediti recimo na centru, da bom prišel do določenega doplačila ali kaj podobnega. Zelo pogosta vprašanja so povezana s prevozi, kako si bi lahko zagotovil prevoz do zdravnika ali po opravkih. To so in številna druga, ampak so zelo različne, ampak to so mogoče najbolj pogosta vprašanja, ki se pojavljajo. In kako ocenjujete potrebo po vaši mreži na Koroškem? Mi ocenjujemo, da je potreba po tej mreži povsod zelo velika in ta potrditev, da je ideja dobra, se nam kaže tudi v praksi, ker iz meseca v mesec število klicev se veča, vedno več je tudi vprašanj, ki se nanašajo ne zgolj na informacije, ampak tudi na povpraševanje po konkretnih storitvah, tako da gre število klicev že v tisoče. Zelo pomembno je pa tudi to, da so tudi na drugi strani ponudniki, ki so pa lahko ali nevladne organizacije, ali javni servisi, ali pa tudi komercialne organizacije, v mreži prepoznali nek nov način za promocijo svojih storitev, tako da imamo danes že nekje med 200 in 300 včlanjenih ponudnikov v to mrežo. Gospa Bokovnik, ste prostovoljna koordinatorka mreže Matija, Naše gore list, pa vas najprej sprašujem, kako ocenjujete potrebo po tej mreži, po tej organizaciji, seveda na Koroškem? Ja, ravno zaradi tega, ker je potreba vsak dan večja, sem se odločila, da bi ta mreža tudi zaživela na Koroškem, da bi tudi Korošci imeli možnost vključevanja v to mrežo in ta brezplačna številka bi bila tudi njim dostopna. S čim se Korošci soočajo, starejši občani seveda govorijo? Ja, v vsakem primeru je to na prvem mestu zdravje. In mislim, da tu ni človeka, ki ne bi mu bilo najbolj pomembno zdravje, sploh pa v tem obdobju, ko se začnemo starati, mislim, da je to na prvem mestu. In tudi najpomembnejše. Ja, vaši konkretni cilji, kot koordinatorka? Moj največji cilj je, da bi ta letak in ta številka bila v vsaki družini oziroma v vsaki hiši na Koroškem. Glede na slišano potrebo želim seveda neprofitni mreži Matija obilo sreče. Lions Klub Slovenj Gradec tudi v letošnjem letu prireja oziroma pripravlja natečaj Plakat miru, pri čemer sodelujejo otroci oziroma mladi. No in kot je to zdaj že tradicija, v komisiji sodelujeta dva člana oziroma dva kustosa iz Koroške galerije likovnih umetnosti, v tem konkretnem primeru gospa Andreja Hribernik ter gospa Katarina Hergold, ter nenazadnje tudi član Lions Kluba Slovenj Gradec, v tem primeru gospod Franjo Murko. In kaj bodo povedali o samem natečaju?
Torej, na začetku bi prosila za par besed o samem natečaju glede plakata Miru 2013, ki tokrat nosi naslov Na svet, naša bodočnost. Torej, letošnji natečaj je že 28. po vrsti, je svetovni natečaj in ga Lions zveza organizira in so zato tudi seveda pravila po celem svetu enaka. Kakšna pa so torej ta pravila natečaja? Po pravilih sodelujejo učenci od 11. do še nedokončanega 14. leta, to pomeni tam nekje od 6. do 8. razreda so torej učenci vključeni. Določen je, zelo natančno je določen format od nekega minimuma do maksimuma, potem mora biti risba oziroma slika na papirju, ki se lahko zvije v rolo. Ne sme biti na sliki nobenih ustnih sporočil in tudi nič nalepljeno, nič torej kot neka lepljenka, torej mora biti izključno delo in hkrati tudi delo enega samega učenca. Ne more sodelovati skupina otrok pri eni risbi. Mi vabimo k temu natečaju praviloma šole, čeprav bi lahko sodelovali tudi posamezniki, ampak to bi predstavljalo problem, kako posameznike privabiti k temu, zato smo se odločili, da sodelujejo šole iz Koroške regije. Sami ste torej že omenili, da sodelujejo šole iz Koroške regije, pa smem vprašati torej, koliko je teh udeležencev oziroma koliko je nazadnje teh šol, ki sodelujejo pri vašem natečaju? Praktično so doslej sodelovale že vse šole. Čeprav se ne odločajo vse šole vsako leto za sodelovanje, letos je od približno 20 šol na Koroškem, jih sodeluje 11, kar pomeni, da imamo 67 del izbranih. In danes izberete od teh 67 del, torej 5. Ja, mi smo se odločili v našem klubu, da bomo 5 del izmed teh 67 izbrali in jih opremili z enim posebnim listom, ki ga pa naš Lions klub kupi od Lions zveze in to je pravzaprav naš prispevek k temu svetovnemu dobrodelnemu skladu. Poleg tega naš klub seveda sofinancira tudi še nekatere druge stvari, kot so priznanja tem otrokom, nagrade tem nagrajencem in tako da je nek strošek za naš klub v tem smislu, da pač gre ta denar v svetovni sklad za dobrodelnost. Sodelovali ste v komisiji pri natečaju Plakat Miru, letošnja tematika Na svet, naša bodočnost, končali z delom in seveda izbrali 5 najboljših slik. Kako ste ocenjevali oziroma kaj ste nazadnje ocenjevali? Glede na 2 kriterija, ki smo si jih zastavili, eden je bil likovna izvirnost in drugi tematska ustreznost, smo izbrali 5 del, ki se nekako najbolj, bom rekla, prilegajo oziroma najbolj ustrezajo tem 2 kriterijem. Zdaj, dela so tematsko raznovrstna, to je bil tudi eden od naših ciljev, vsekakor smo pa upoštevali tudi neko idejo, ki jo je avtor, otrok, ki je to delo naredil, hotel prikazati. Tako da dejansko smo šli tudi v nekoliko izbor del, ki so tudi nekako idilična, ki govorijo o ljubezni, miru, o nekem sožitju. To se nam je zdelo predvsem nekako ustrezno glede na tematiko natečaja. Torej, sodelovali ste v komisiji kot član Lions kluba Slovenj Gradec, izbrali 5 del, pa me zanima, katerih 5 ste seveda izbrali. Ja, kot je že najbrž kolegica prepovedala, je bil kar težek izbor. Moram reči, da so se otroci zelo potrudili in res na to temo pripravili zelo lepe risbe. Ja, izbrali smo 5 del iz 5 različnih šol in sicer smo izbrali dela iz osnovne šole Juričevega Drejčka zraven, osnovne šole Franja Goloba Spreval, potem iz osnovne šole Koroške Jeklari zraven in 3. osnovne šole Slovenj Gradec ter tudi eno delo iz osnovne šole Šentjanc pri Dravogradu. 5 del je torej izbrano, kam odromajo
ta dela? Ja, mi bomo organizirali razstavo v Mislini vseh del, ki so bile danes tule na izboru. Teh 5, ki smo jih pa danes izbrali, pa jih bomo poslali na skupno razstavo v Cankarjev dom v Ljubljano. No, in če bo sreča, bo ena izmed teh del izbrano tudi za svetovno razstavo v New Yorku. Torej, kot ste lahko slišali, če bo sreča na koroški strani, bo ravno eno od teh 5 del predstavljeno tudi v New Yorku. Pa držimo pesti. Druga osnovna šola Slovenj Gradec in Atletski klub Slovenj Gradec v sodelovanju z Zavodom za šport Planica in Atletsko zvezo Slovenije so torej organizirali finale ekipne atletike za učence vseh slovenskih osnovnih šol. Več pa vsekakor z organizatorko dogodka oziroma tekmovanja, gospo Majdo Areh Novak. Kako ocenjujete današnji dan, lahko rečete, da je tekmovanje uspelo? Tekmovanje je nedvomno zelo uspelo, zadovoljni so najprej športniki, potem njihovi spremljevalci in seveda ne nazadnje tudi organizatorji. Koliko ekip iz Slovenije oziroma šol je tekmovalo, se je pridružilo današnjemu dogodku? Danes je prisotno v konkurenci fantov in deklet po 12 ekip iz cele Slovenije, torej skupno nekje 430 tekmovalcev. Sicer pa druga osnovna šola letos ni prvič organizirala dogodka. Koliko časa ste torej že organizator in kako ste se pravzaprav upeli v to sodelovanje? Naša šola je letos tretjič pripravila zapored to tekmovanje. Nekje smo bili povabljeni strani Atletske zveze zaradi tega, ker vsi vemo, da je pred 2 leti bil otvorjen nov stadion, da imamo zdaj, lahko rečem, izredno dobre pogoje za delo, tako v klubu kot pa seveda v šoli, kjer se pravzaprav delo z mladimi atleti začne. Torej, poiskal nas je predstavnik Atletske zveze Slovenije in mi smo zagrizli v to, bom rekla, organizacijo. Je sodelovala tudi ekipa iz Koroške? Ne, žal se te ekipe uvršča na to tekmovanje na podlagi izbirnih tekmovanj. Mi smo imeli na Koroškem izbirno tekmovanje, tu je zmagala pri fantih osnovna šola, prva osnovna šola in pri dekletih osnovna šola Šmartno, vendar se obema žal po rezultatih ni uspelo na tekmovanje uvrstiti, tako da mogoče poskusimo spet vsi drugo leto. Pa morda imate mnenje, kaj botruje k temu, da je morda atletika torej na Koroškem nekoliko manj zastopana? Ne, je atletika dovolj zastopana, vendar morate vedeti, to je tekmovanje, kjer za en rezultat dela nekje 18 učencev in lahko, da nekoga ni zaradi zdravstvenih težav, neke druge opravičljive razloge in skratka se rezultat cele ekipe podre. Verjetno je to, imamo dober klub v Slovenj Gradcu, Atletski klub Slovenj Gradec, ki dobro dela, vendar mislim, da nam manjka še mogoče leto, 2, da bomo tudi mi se pojavili tule kot tekmovalci. Kako torej ocenjujete današnjo tekmovanje, današnji dogodek, nagrade so podeljene? Ja, odlično 5 bi rekel, ne, pa mama ne pride v šolo, ne, ko ste bili tako odlični, malce se pohecam. Jaz sem zelo vesel, da sem Slovenj Gradec in zelo vesel, da so tlele takšni ljudje na Koroškem, ko srčno organizirajo te stvari. To moram izredno pohvaliti drugo osnovno šolo Slovenj Gradec, gospod Majdo, gospod Nado, ravnateljico in to sožitje z Atletskim klubom Slovenj Gradec, ki se čuti na vsakem koraku. Ne. Ocena je lahko res sam najboljša, ker če si kaj želim, si želim, da naslednje leto ponovimo to sceno tudi tlele v Slovenj Gradcu. Torej na isti lokaciji. Še eno vprašanje, kako nasplošno ocenjujete atletiko, moč atletike, malo pod narekovaj rečeno, med osnovnošolci nasplošno, torej če govoriva na vseslovenskem nivoju? Moram reči, da zadnjih recimo približno 12 let sem bolj v tem notor in spremljam te zadeve, ne samo v atletiki, tudi v drugih športih in nikakor se ne morem strinjati, da so otroci čedalje manj sposobni. Tlele je bilo danes toliko dobrih rezultatov, moram reči, da jih je bilo tudi lani veliko, ne? In moram reči, da vse, kar se tiče teh rezultatov, najvišjih, vrhunskih ali pa kakovostnih, je tlele, gremo gor, sigurno. Medtem ko pa, koliko se pa otrok ukvarja s športom, so pa tlele razne variante in jaz vem, da tudi ta naš zdrav življenjski slog, katerega vodimo v Sloveniji, je izredno pozitiven, dobiva tudi dobre
dobre razsežnosti širše in ta trenutek 150 šolk je vključenih v to, ampak to je že druga zgodba, za mogoče kdaj drugič. Skratka, vse najboljše.